Slavs prišel popoldne, 15:04. Je rekel, piknik bi imel. Sem rekel, prav Slavs, koliko nas pa bo? Ma tam 5-10 tisoč. Opa, kje pa bo to? Ja, na otocu. Prišli smo pred vrata raja, očitno je tu nekje, pa ga iščemo. Raj je tam, tle pa tudi ni slabo, moram kar povedati, ker pogoj, da tam organiziramo, je, da zakupimo ta prostor, da ne motimo siceršnjih gostov in smo mi tle, ampak smo po en stran kar zadovoljni, da smo tle. Nas zanima ta drugi raj, imenovan Rokotočec, tako da pojdimo. Aha, prevozno sredstvo, vidim, da je isto. Ja, preskok iz takšne ponudbe v to vrstno. Še dela? Ja, včeraj še, ampak malo štrajka že, ne? Smo pred vhodom. Ja. Koliko obiskovalcev pričakujete, da bo letos stopilo skozi njega? Pričakujemo jih približno toliko kot lani na dan, glede na to, da je pa več dni, se pravi verjetno tudi več ljudi. V ta namen, glede na gospodarsko situacijo, smo tudi nižali ceno vstopnic, ki so letos cenejše, kot so bile pred 4 leti, kljub temu, da je zadeva več dni. Za vse tiste s ponarejenimi vstopnicami, kaj jim svetujete? Ja, tisti, človek, ki kup, ne ve, da je kupil ponarejeno. Po spletu se pojavljajo razne vstopnice na prodaj po nižjih cenah, pride tle, z njo ugotovi, da je, mi ugotovimo, da je ponarejena in so težave. Not ga ne moramo spustiti, in pol ali kup še eno po dražji ceni ali pa gre domov. Tako da fino je kupovati tam, kjer se kupuje. Na vseh prodajnih mestih Eventima, zdaj na naši spletni strani ne več, ampak na Petrolu se da, oziroma zdaj ne več, ker smo že tle. V predprodaji na Eventimu pri nas, zdaj, ko smo tukaj, se pa tle kupi. Zdaj je drugo leto, ko začenjate z novim programom, z novim konceptom. Ali to bolj privablja obiskovalce, ali... Ja, tako je. Če ne bi šli v to obdobje spet velikih svetovnih glasbenih skupin, mislim, da bi bilo tlele kar žalostno, ker po 7 letih so ljudje že pričakovali. Namreč od 2004 do 2010 je program temeljil predvsem na domačih skupinah, in ljudje so pričakovali, da se nekaj zgodi, in smo to morali narediti. Zdaj, ko obiskovalec pride sem, se pot ne konča tukaj, kaj sledi? Najprej mora vstopnico zamenjati za zapestnico, tamle gre čez pregled in potem najboljše je, da se gre najprej šotor postaviti, ne pa za šah. Potem pa proti šotoru? Ja, jutro so ob 9. Moram povedati, da je človek, ki ga mogoče še kdo pozna, Leko Gulič je poklical, ki je tudi že tle bil motorist pa vse to. Tudi bo jutri z motorjem prišel z reverjo, tam so lajbiki doma, če so oni, ki je gre verjetno to zmeraj z njimi. V glavnem jutri ob 9. bo, Orleki so pa v petek. Pazi, moraš pogledati, tam je bila ena... A jutri je petek? Jaz sem že malo pozabil, kje smo, dobro, Vprašaj ga, zakaj se vedno vrača nazaj. Čak, novinarka sprašuje. Zakaj se vrača nazaj? Zakaj se vrača, zakaj ponovno prihajaš na Rokotočec? Prav, da ima obhodno dobo, da mora obhod narediti vsake toliko časa in predvsem zato, ker je tle fajn. Predvsem to prav, Dobro. Ajde, dej. Tukaj obiskovalca vsako leto pričaka neke vrste gost, ki pa je ograjen. Zakaj? Ja, vsako leto postavimo tam kakšne 1,3 km ograje, ker moramo vstopnice pobrati in smisel tega je, da se nabere toliko denarja, da plačamo vse stroške. In zato ogradimo prizorišče vsako leto. Zdaj, če bi vsa leta sešteli, je to že teh ograj, kakor bi do Toca, do Novega mesta, pa nazaj, pa še enkrat kaj pa nazaj.
Izračunali smo, da smo postavili že 24 km teh zidarskih ograj do zdaj.